pa družba moja, upam, da bo meni uspela misija nemogoče. Jaz sem se odločil, da bom tokrat po Skypu poskusil poklicati in dobiti na mojo zvezo eno čudovito punco, ki sliši na ime Špela Perc. In Špela Perc, dame in gospodje, je bila nekaj let nazaj v Sloveniji vse prisotna, imela je svojo pilates šolo, na televiziji je vodila razne oddaje, kjer je kazala telovadne vaje, rekreacije in podobno. Tudi drsa zdaj po novem, ne, ampak ona nam je v Kanado pobegnala, tam je našla ljubezen svojega življenja. Poleg vsega je bila pa sošolka v moji osnovni šoli, dame in gospodje. In meni bo izjemno čas, da jaz tole krasno Špelo Perc zdajle dobim na Skype zvezo v svojo oddajo. Špela Perc, a se midva po nekem čudnem naključju slučajno slišiva in vidiva? Živjo, ja. Jaz te slišim. Halo, Špela! Me slišiš? Slišim in vidim. Jaz tebe zelo slabo slišim, zgleda, da si res v Kanadi, ne? Ni to neka prevara, ne? In Špela, prvo vprašanje, a se ti mene spomniš, kak sem jaz bil v osnovni šoli? Sem se te kaj zameril, sem kaj grdo s tabo ravnal, te kaj zafrkavo, kaj se spomniš najbolj iz osnovne šole glede mene? Ja, zafrkaval si vse, ne? Ne, hecam se. Bil si prav fajn sošolc in v bistvu se nisi kaj dosti spremenil. Tudi po izgledu sem nastal enak, ne, kot v osnovni šoli. Čisto. Edino brado imaš zdaj. To je vse, kar je drugače. Ja. Špela, daj mi povej najprej, v Kanadi je kakšno stanje glede tega prekletega koronavirusa? Je podobno kot v Sloveniji, ali ste se kaj drugače lotili tega problema? Ja, jaz mislim, kolikor se pogovarjam in primerjam te moja dva domova, trenutno je kar podobno stanje. No? Se mi zdi, da Kanada je zelo hitro reagirala. Šli smo v bistvu istočasno v tole karanteno kot Slovenija, tako da vsi smo doma. Jaz sem se s svojo družino odpravila na naš kotič, ki je malo bolj severno od Toronta, ker je tu že po naravi smo v karanteni neki naravni, ker smo obdani za naravo, tako da se mi zdi, da je to veliko boljše. Šole so pač online, vse je zaprto, razen osnovne trgovine, tako da mislim, da je kar podobna situacija. Špela, kaj pogrešaš Slovenijo? Lej, ti si živela večino svojega življenja v Sloveniji, kjer si počela svega je svašta, pa si pa kar nekrat šla, ne? Zdaj je ta ljubezen kanadska tvoja, ta tvoj lepi Kanadčan, ki te je osvojil, ne? Je v bistvu vreden tega, da si ti Slovenijo pustila. Daj mi povej to. Ker če nekam za všes, če bo zdaj rekla, da nisi ziher, ne? Je, vreden je. Je vreden? Je vreden. Jaz sem zelo srečna v Kanadi. Je zelo lepa dežela, ki v bistvu ponuja neverjetne možnosti govorim zase, za moj osebni razvoj na raznih področjih. Seveda pogrešam tudi Slovenijo, moje ljudi, moje sorodnike, mojo teto, bratranca, moje dve, Barbaro in Nado, ki vaju lepo pozdravljam. V bistvu, ko sem pri sebi naredila, ko sem pri sebi ugotovila, da bom nehala primerjati, kaj je tu boljše, kaj je boljše v Sloveniji, kaj je drugače, ko sem naredila nek svoj notranji mir s to zadevo, sem ugotovila, da pač da sem doma v Kanadi in da sem doma v Sloveniji. Tako da nehala sem primerjati in probam biti v trenutku, da ko sem v Sloveniji na počitnicah, uživam vse, kar mi življenje tam prinese v tistem trenutku. Špela, predno bova zaključila, ker naj bo čas začel preganjati, tako vedno vse goste v moji vdaji. Zdaj mi rekel malo grado, ampak se bo vsem čul tako, kot se mora čuti na stara leta svoja, ne? Ti si začela drsati spet, ne? Ti si začela zdaj prav tekmovati profesionalno kot drsalka in kakor vidim, ti gre odlično, pa me zanima, si to čez noč začela drsati, da si že prej drsala, pa jaz kaj ne vem. V bistvu Kanada ima zelo visoko razvit nivo umetnostnega drsanja, tudi za adult skating. Tako da je bilo to nek tak naravni prehod, ko sem prišla sem seveda vedno se vračaš k tistemu, kar ti je najljubše. In drsanje je bila ena moja ogromna ljubezen, ne izpeta, ker sem pač mogla zaključiti zaradi poškodbe. In ja, ko je potem
ko se prepustiš življenju, te pripelje, se mi zdi, na pravo pot in neizmerno uživam in zdaj zelo, zelo pogrešam drsanje. Ampak imaš ti s tem drsanjem prav velike načrte, da boš šla, ne vem, na olimpijske igre, vem ti za Kanado ali tako dobra, pa ne boš? Ne. Dive skating ne more iti na olimpijske igre, smo pa imeli trenutno v mesecu januarju, sem pa tekmovala v Innsbrucku, kjer je bilo ta World Master Winter Games, ki so pa v bistvu kot olimpijske igre za adult discipline, ampak sem zastopila Slovenijo. Špela, zadnje pol minute bom izkoristil za eno izpoved. Ne vem, če ti veš, ampak jaz sem bil v osnovni šoli zaljubljen v dve sošolki. Ena je bila Alenka Končan, druga si bila pa ti. In obe dve sta moji neuslišani ljubezni. Moje zadnje vprašanje, Špela, čisto na kratko odgovor, predno greš, zakaj hudiča si ti moja neuslišana ljubezen ostala za vedno? Kako je to mogoče? Ja, to pa je, če me preseneti z vprašanjem. Sploh vedela nisi, ali kaj? Sploh, da sem bil zaljubljen v tebe, nisi vedela, ali kaj? Bi mogel bolj pokazati, verjetno. Ja, nisem pokazal, mislil sem, da boš ugotovila, ne? Jezus, da si bi pa tako šla v Kanado, ne? Špela, jaz sem zelo vesel, da sem te videl po 100 letih, če ne drugače, takole preko Skypa. Moram se ti še enkrat zahvaliti tule javno. Pred 2 leti, ko je moj kužek Jodi umiral, si mi tako lepo pisala na Messenger neke take spodbudne, lepe misli, tudi tega ti nikoli ne pozabim in to se me je takrat zelo dotaknalo in sem rekel, lej, bila je cool in ostala je cool, ne? Tako da, Špela, lepo se mej, pozdravi Kanado in lej, jaz te vam rad še naprej, ne? Hvala za povabilo. Čau in dame in gospodje, na vrsti so reklame.